kdor zafrkne, naj crkne. Skaduši. A veš, da nam rušijo igrišče? To je moj šef, gospod Brabec. Zakaj gradite parking tukaj pred blokom na igrišču? Tukaj moramo stati. Pred bagrom, ti normalno. Najto reče, da tukaj ni zafrkavanja. Vsak boje smiselno, če je srce na pravem mestu. Leo, Almazonka. V začetku septembra je v ljubljanskem Kinodvoru potekala premiera slovenskega mladinskega filma Igrišča ne damo, ki ga je režiral Klemen Dvornik. Film z akcijsko pustolovščino 12-letnikov poudarja pomen ohranjanja zelenih površin ter spodbuja dejavnost otrok in moč skupnosti. V Kinodvoru so tokrat poskrbeli tudi za dostopnost gluhih in slepih, zaradi česar je bila to verjetno prva slovenska premiera, ki je vrata resnično odprla vsem in zagotovila popolno dostopnost. Ko sem pred 7 leti dobil scenarij za ta film, se mi je zdelo, da prvo, kar sem pomislil, je, da je to ena zgodba, ki je zanimiva za lokalno, ker je resnična, in da pa hkrati je vzadej neko globalno, tako univerzalno sporočilo, ki lahko nagovarja gledalce kjerkoli. To sem prvo, kar sem videl. Videl sem, da je v filmu en ogromen potencial v sporočilu, da je treba otroke povabiti stran od digitalnih vsebin na igrišče, da se igrajo, da se družijo, da ustvarjajo nova prijateljstva, da je zunaj je življenje. In drugo veliko sporočilo, ki se mi je zdelo, je pa to, da če je srce, če je prava stvar, za katero se boriti, in če je srce na pravi strani, potem se splača iti tudi v boj za stvari, ki nam veliko pomenijo. In tako so se v resnici ta zgodba o otrocih, ki se uprejo, da bi zaščitili svoje igrišče, se mi je zdela tako nekaj takega, eno tako lepo sporočilo, en tak lep motiv, ki je vreden filma in da se splača boriti na pot, ker filme je zelo težko delati, še težje jih je najti denar, da ga narediš, tako da je treba veliko vztrajnosti in ta zgodba je mene takrat že zelo v začetku prepričala in danes lahko gledamo film, ki je nastal iz tega. Kot ustvarjalec filma se počutim zelo privilegiranega, da smo s tem filmom v resnici prišli v zgodovino slovenskega filma kot prvi film, ki je na tak način prilagojen bil že v času redne distribucije v kinematografih. Tako da tle sem malo ponosen, malo važen. Tako pa mislim pa, da je to v resnici dober model za vse slovenske filme, posebej tiste, ki so namenjeni široko publiki, da bi to bilo lahko en tak praktičen primer, kako se to dela, in Kinodvor je tukaj en odličen partner, ki razume, da je to pomembno in potrebno. Poleg režiserja je bila prisotna tudi igralska zasedba, ki je film oživila z igralskimi in skejterskimi sposobnostmi. Zanimalo nas je, kakšne izkušnje so imeli s snemanjem in kako gledajo na to, da je bila ta premiera precej drugačna od drugih. Tako med snemanjem, ko je bila kamera prižgana, takrat smo mogli biti pač tih, pa tako naresno, vmes pa, ko ni bilo, smo pa pač se lahko zafrkavali, pa ni bilo tako resno. Včasih smo se na setu tudi zmotili, ampak vseeno, ja, še vedno, ko nismo bili na setu, smo se imeli najboljše. Meni je bilo snemanje zelo všeč. Tako med takei jaz sem ali brala, ali smo se pa šli skupaj družabne igre. Vem, da smo se šli enkrat activity in je bilo zelo zabavno. Jaz znam skejtati samo toliko, pač, da ne vem, se vozim od točke A do točke B. Zelo rada sem odzunaj takrat, ko dobim kakšne prijatelje. Če sem tako kaj na telefonu, se ponavadi učim kakšne jezike ali pa kaj berem, recimo kakšne znanstvene članke.
Ampak ja, velikokrat se tudi pač dobimo s prijatelji, pa gremo tudi kaj jesti ali pa tako gremo, ne vem, v gost, pa smo veliko zunaj, no. Drugače skejtam, tako tudi treniram skejtanje, pa trudim se biti čim več odzunaj. Ponavadi se dobimo s prijatelji na igrišču pred šolo in pol smo tam, dokler ni tako tema. Ja, jaz nisem skater, jaz sem v bistvu zaradi filma prišel vse do tega, da sem nekaj probal skejtati. Drugače pa s frendi se probam dobivati čim več na igriščih. Meni je bilo ful zanimivo, ker je bilo malo drugačno in jaz sem ta film videla že 5krat v normalni verziji in pol ga je bilo 6. videti tako na drugačen način in je bilo ful dobro. Meni je bilo zelo zanimiv, pa tudi ful mi je všeč, da pač omogočajo filme v neki varianti tudi za gluhe in naglušne, pa slepe in slabovidne, ker se mi zdi, da je fair, da imajo tudi oni pravico doživeti filme tudi še na malo bolj drugačen način, no. Dostopnost bo gluhim in naglušnim omogočena tudi na letošnjem Kinodvorovem festivalu za mlade Kinotrip, ki bo od 17. do 19. oktobra. Pri vseh filmih bodo na voljo podnapisi. Filme je skrbno izbrala 9. generacija mladinske filmske žirije.